kar stisnite pest. Pa kje so sploh preiskave ščitnice? To je vprašanje, ki nam ga vi, pacienti, zastavljate najpogosteje. Zato vam bomo danes predstavili, katere točno so tiste preiskave, ki jih opravimo, kadar delamo preiskave ščitnice. Če spremljate naš kanal, potem že poznate 5 najpogostejših simptomov slabšega delovanja ščitnice. Danes pa vam bomo predstavili, katere so najpogostejše preiskave ščitnice oziroma kako odkrijemo motnje v delovanju te žleze. Prvi korak za odkrivanje motenj v delovanju te žleze je poznavanje in prepoznavanje znakov motenega delovanja ščitnice. Nekateri znaki so lahko zelo splošni, se pravi vse od izpadanja las, kronične utrujenosti, pridobivanja teže in podobno. No, obstaja pa še veliko drugih znakov, zato mogoče predlagam, da si na povezavi spodaj preberete, kateri to so, da jih boste lahko znali prepoznati. Če ste to storili, potem poznate simptome slabšega delovanja ščitnice in ste lahko na te simptome tudi pozorni, če se pojavljajo pri vas. Če jih opažate, se boste odpravili k osebnemu zdravniku, ki bo odredil testiranje ščitnice in merjenje hormona TSH. To je prva preiskava ščitnice. Hormon TSH oziroma tireostimulirajoči hormon sploh ni hormon ščitnice. To je hormon hipofize in kot že ime pove, se začne izločati takrat, kadar hipofiza zazna, da ščitnica deluje premalo in s hormonom TSH poskuša spodbuditi ščitnico k boljšemu delovanju in obenem k večji produkciji ščitničnih hormonov. Torej, če naša ščitnica deluje premalo, bo nivo hormona TSH v krvi povišan, nasprotno pa, kadar naša ščitnica deluje preveč, bo nivo hormona TSH v krvi znižan. TSH je zato prvi v vrsti pri motnji delovanja ščitnice. Obstajajo pa še drugi hormoni. Se ščitnica lahko nagaja tudi ob normalnih vrednostih TSH. Zato, če ste se odločili preveriti, kako deluje vaša ščitnica, svetujemo, da poleg hormona TSH merite še ščitnične hormone. To sta triodtironin oziroma T3 in pa tiroksin oziroma T4. Ščitnica proizvaja in izloča hormon T4, ki se nahaja v jetrih in se spreminja v T3. T3 je pravzaprav aktivna oblika ščitničnega hormona in je odgovoren za večino funkcij, ki jih ima ščitnica. T4 pa ima funkcijo shranjevanja. Za pravilno oceno delovanja ščitnice je torej potrebno upoštevati vrednosti hormonov TSH, T3 in T4. In pa včasih je pomembno tudi razmerje, ki je nekje optimalno 1:4. Torej, zdaj ste dali kri za ščitnico. Kaj pa zdaj? Po opravljenem odvzemu krvi za ščitnico bomo mi v laboratoriju pripravili laboratorijski izvid. Na njem bodo vaše vrednosti hormonov TSH, T3 in T4, iz katerih bo zdravnik lahko sklepal, kako deluje vaša ščitnica. Po potrebi vam bo izdal napotnico za tirologa, to je zdravnik, ki je specialist za ščitnico. Tirolog bo potem postavil diagnozo slabšega oziroma preveč delujoče ščitnice in sicer, če vaša ščitnica deluje preveč, potem govorimo o hipertirozi, če vaša ščitnica deluje premalo, govorimo o hipotirozi. V nadaljevanju pa bo morda tirolog odredil še dodatne preiskave, iz katerih bo lahko sklepal, kaj je vzrok, da ščitnica ne deluje optimalno. To so ščitnična protitelesa anti-TG in anti-TPO, ki lahko pokažejo, ali je morda vzrok slabšega delovanja ščitnice avtoimuno obolenje. To pomeni, ko naše lastno telo napada ščitnico in ta zaradi tega ne deluje tako, kot bi morala. Tirolog po potrebi opravi tudi ultrazvok ščitnice, s katerim bo odkril morebitne strukturne spremembe na sami žlezi. Pacienti pa nas sprašujete tudi, zakaj v nekaterih laboratorijih treba biti nateščen za preiskave ščitnice. Tako da dajte mi povej, zakaj? V nekaterih laboratorijih uporabljajo tehnologijo, pri katerem se zahteva, da je vzorec čim bolj čist. Ko vi zaužijete masten obrok, to vpliva na serum oziroma plazmo, iz katere merimo ščitnične hormone in to lahko vpliva na rezultat in daje lažne rezultate. V diagnostičnem laboratoriju Medicare Plus za preiskave ščitnice ni potrebno biti tešč. Zakaj pa nekje potem ščitnico meri ob 7 zjutraj?
Nekateri laboratoriji zaradi same organizacije dela združujejo preiskave, ki jih sicer opravljamo na tešče. Se pravi, če nam zdravnik naroči glukozo, holesterole in ščitnico, bodo laboratoriji običajno vse te preiskave opravili z enega vzorca. Da pa lahko opravimo vse te preiskave z enega vzorca, bodo zahtevali, da smo na tešče. Delovanje ščitnice je namreč močno povezano z cirkadianim ritmom. Ta ritem vpliva na delovanje ščitnice, zato lahko zjutraj na tešče ob 7 zjutraj lahko dobimo lažno zvišane vrednosti oziroma znižane. Zato tirologi priporočajo odvzem krvi za ščitnico med 9 in 16 uro. Torej, če povzamem, bistveno je, da poznate znake motenega delovanja ščitnice, saj jih na ta način lahko tudi prepoznate, se odpravite k zdravniku ali k vam najbližji laboratorij. Preiskave ščitnice, ki jih bomo opravili v laboratoriju, so TSH, T3 in T4. Včasih pa po potrebi tudi anti-TPO in anti-TG, ščitnična protitelesa. Iz laboratorijskega izvida boste nato razbrali vrednosti vaših ščitničnih hormonov, hormona TSH in ščitničnih protiteles, s čimer boste takoj korak bližje k ponovni vzpostavitvi ravnovesja v delovanju te pomembne žleze. Za odvzem krvi za preiskave ščitnice, vsaj pri nas, ni treba biti tešč, se pa priporoča, da se na odvzem oglasite nekje med 9 in 16 uro. Če vam je bil video všeč, stisnite like, spodaj se lahko naročite na kanal in tako spremljate še naprej novice, ki jih pripravljamo na področju osebne diagnostike. Mi dva se zdaj vračamo nazaj v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!